V začetku avgusta so se člani skupnosti za zavest Krišne odpravili na Pohorje na tako imenovani umik. Program umika vsebuje ples, petje svetih imen, predavanja iz starodavnih vedskih spisov, raziskovanje joge in meditacijo. To je tudi priložnost za izmenjavo medsebojnih izkušenj in poglobljeno duhovno rast. Skozi leta smo ugotavljali, da ker je življenjski slog ljudi nasploh in tudi naših članov zelo hiter, služba, šola, družina in tako naprej, da je za izboljšanje meditacije na sveto ime potrebna daljša, da bi bil potreben neke vrste umik oziroma retreat po angleško. To pomeni, da greš za več dni v samoto, v naravo, kjer nimaš vseh teh računalniških, elektronskih pripomočkov, vsakodnevnih skrbi in se na ta način lažje posvetiš jogi in meditaciji. Ko smo delali anketo, so bili zelo zadovoljni s to obliko umika, ker jim dejansko pomaga to, čemer je bil namenjen, se pravi, da povečamo svoj stik z Bogom, tudi drug z drugim, tako da planiramo še naprej obdržati to obliko, ker dejansko gre za, lahko rečemo, starodavno obliko, ki je poznana v vseh tradicijah, ko so ljudje se umaknili v gore, v Himalaje, nekam, kjer ni tega hrupa civilizacije, zato da lahko v tej tišini slišimo sami sebe in tudi Boga. Letošnji odmik mi dal predvsem eno tako zavetje tega našega procesa in pa svetega imena. To je bila tudi nekako naša meditacija in fokus. In želim si, da bi to ostalo nekje v zavesti, ko se vrnem nazaj v civilizacijo. Še ena stvar, ki jo moram tole iz srca povedati, je, da res moram izražiti to hvaležnost tem baktam, ki to organizirajo. Včasih mislimo, da je samoumevno, da nekdo nekaj takega organizira, pa ni. Ni samoumevno. Tako da mi smo res iskreno in resnično hvaležni za to priložnost, da smo povabljeni, pa da lahko tukaj sodelujemo. Pa mogoče vsaj del te hvaležnosti lahko izrabimo za boljše mantranje. Z tega umika bom odnesel in odnašam to realizacijo, da mi v bistvu zaprav duhovno še veliko manjka. To je največja realizacija. Retreat oziroma po slovensko duhovni umik je način, kako se pripraviti na življenjske izzive, ki pridejo nepovabljeni, zagotovo v življenju vsakega človeka. In včasih nas umakne bolezen, kakšne neprijetne dogodke v življenju. Pametno je in modro, da umik naredimo sami, zavestno. Gremo v neko naravo, družbo duhovnih ljudi, kjer poženemo globoke korenine, vzpostavimo stik z Bogom in smo tako pripravljeni na življenje, ko pride nevihta, da nas ne podere, ampak da ven iz neprijetnih situacij v življenju pridemo okrepljeni in bolj duhovno poglobljeni. Tako da vabim vse ljudi, da si kdaj pa kdaj vzamejo čas in na ta način pridejo v stik s sabo in potem seveda z drugimi ljudmi in z Bogom. Ja, moram reči, da je vaš duhovni umik, vaša skupina najboljša od vseh skupin, ki so pri nas. To je čista resnica in sicer res fenomenalno ste predani, ste popolni v tem služenju Gospodi Krišni in v bistvu neverjetna ljubezen se tukaj manifestira skozi to. Ko je nekdo predan, to popolnost, takrat se Krišna seveda pojavi in sobiva noter med nami. Bilo mi je super, bilo mi je lijepo koji prošle godine i da ovakve stvari se ne prepuštaju definitivno. S obzirom da je tako blizu, ovo je jedinstvena prilika jer Job Retreat, znači retreati ovakve
prirode se ne dešavaju tako često i ne dešavaju se u Europi.